Med 17. in 19. oktobrom so potekali Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. To je največja prireditev v Sloveniji, na kateri se prebivalcem širšega območja predstavljajo enote civilne zaščite, reševalne službe ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami nasploh. Prireditev je tokrat potekala v Postojni, slogan letošnje bienalne prireditve pa je bil Življenja rešujemo. To so že 7. dnevi zaščite in reševanja Mirana Bogataja, namreč s tem želimo ustvariti in povečati še občutek varnosti pri prebivalstvu v kraju, ker ga organiziramo. S tem želimo seveda pritegniti tudi mlade, da so seznanjeni z sistemom varstva pred naravnimi nesrečami, kot ga imamo v Sloveniji, in ga predstavljamo tudi vsem tujim delegacijam in mojim kolegom, generalnim direktorjem iz ostalih držav, kakšen sistem pač imamo v Sloveniji. Gospod But ocenjuje varnost v Sloveniji na zavidljivi ravni. Zelo. Naša država je zelo varna, mislim, da smo do preteklosti dokazali, tako med žledom, tako med podplavami, tako med vsemi nesrečami, ki smo jih pravzaprav obvladali do sedaj. Gotovo pa k temu pripomore obsežno mednarodno sodelovanje. Civilna zaščita oziroma Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje ima pogodbe o medsebojnem sodelovanju z vsemi sosednjimi državami, pa tudi z veliko državami izven, predvsem južni, mislim ta Balkan, zahodni, praktično vse, tudi z Rusijo, tudi s Švedsko, Nemčijo. Tukaj sodelujemo na več področjih. Eno področje je usposabljanja in izobraževanja, drugo je kakšne posebne, opreme in pa izmenjava strokovnjakov. Drugače pa seveda sodelujemo tudi veliko v teh mednarodnih intervencijah ali pa pri pomoči strokovnjakov na poziv seveda Evropske unije. Visoko raven pripravljenosti in zavedanje o pomembnosti vseh reševalnih služb je izrazil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Najprej izraz hvaležnosti. Mislim, da se tako rekoč ne zgodi nesrečen dogodek, ki ga ne bi profesionalno obvladali. Poleg njihove profesionalnosti, na kar se zanesemo, je tudi njihova človečnost, kar nas tolaži. Tako da, ker imam tudi kot predsednik Republike dostikrat z njimi stik takrat, ko grejo stvari narobe, ali je v nevarnosti premoženje ljudi ali celo njihova življenja, vem, da so tukaj ljudje, ki si zaslužijo vedno delček naše pozornosti. A tudi danes, čeprav imam veliko obveznosti, nisem mogel reči ne, ker bi bilo to, nek način bi me motilo, da nisem najdel 10 minut, pol ure časa za ljudi, ki dajo dneve in tedne za to, da smo mi varni, kot ste rekli na začetku. V Sloveniji smo varni, pogosto na račun številnih odrekanj in prostovoljnega dela prostovoljcev, ki svoj prosti čas plemenito posvečajo pomoči drugim. Zato cenimo in spoštujemo vse reševalce, ki so v stalni pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč, ko je to najbolj potrebno.